Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vedno znova inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je z mano šef Sebastian Blakaj. Pozdravljen in dobrodošel. Pozdravljena. Nekaj mi povej, Sebastian, se je bilo težko danes odtrgati iz kuhinje? Imel sem to srečo, da danes deževalo, tada nisem bil v kuhinji. Aha. Sem delal druge stvari, tada mi je bilo malo lažje, kot bi bilo sicer. Ti si v bistvu solastnik z ženo odlične restauracije Nana v Mariboru. Ja. To je vajina nekako družinska, parska zgodba, ne? Ja, Kako to gre, ženska, moški, kdo je zdaj glavni? žena. Ampak v Ni. kuhinji pa vseeno ti. Ne, nekako si delima odgovornost, včasih je en odgovoren za eno stvar, včasih drug. Načeloma imamo vse ločeno, ona ima strežbo, jaz kuhno, ona ima vse sprejeme gostov, vse ponudbe, pa pa potem delamo zadaj plačila pa račune. Ampak tudi v kuhinji daš ti, ne? Tudi v kuhinji. To se pravi, da v bistvu vsak dela to, kar ga veseli, v bistvu pri vama, ne? Ja, na nek način ja. In Ja. noben mu ne pametuje na drugem področju, ali kaj? So trenutki tudi, ko mogoče se ne strinjamo, pa probamo malo pametovati ali pa pač neki svoj pristop pokazati, ampak potem na koncu najdemo neko skupno točko. Potem, Ima žena prav. ja, Nana je od leta 2015 v bistvu že v Mariboru. ja, In to je zdaj, se pravi, 6 let, zelo uspešna na glavnem trgu, imate zelo takšno, v bistvu imate zelo tak inovativen pristop do hrane, se mi zdi, kombinirate nekatere stvari, ko človek sploh ne bi pričakoval. To so tvoje te ustvarjalnosti? za dosti stvari je tudi ona čisto zaslužna zaradi tega, ker pač ona ima bolj inovativen pristop. Jaz sem mogoče malo bolj konzervativen, kar se tega tiče, tako da se pa skupaj gledamo, ne vem, po svetu potuješ, gledaš stvari, kaj ti je všeč, nekaj skopiraš, nekaj mogoče najdeš na Pinterestu, nekaj si sam zmisliš, če ti uspe. Ampak ja, slediš trendom, probaš loviti nekaj, kaj bi šlo, kaj bi se znalo na tvojem meniju oziroma na tvoji ponudbi obrestovati. So sigurno bile kakšne cvetke, ki se niso primile, nekaj stvari pa se je primilo, tako da. Zdaj pa me zanima tvoja osebna zgodba, ne? Kako si ti sploh prišel do kuharstva? Se pravi, te je to že v otroštvu veselilo ali si nekje vmes padel noter? Kako je to, da si postal kuhar? V bistvu od samega začetka, kar se spomnim, vsako da bom kuhar. Ne? In potem me je pač mama, takrat, ko sem jaz bil otrok, je nekaj časa delala v gostinstvu in me zgleda to na nek način tudi navdušilo. In sem potem sledil tem korakom, sem se odločil za kuharsko šolo. Potem sem imel to srečo, da sem dobil takoj službo. Prvo so bile težave, ne, pač, ker je bilo tako, da so tam bili sami izučeni kuharji, oziroma že izkušeni. Kar malo več povej o tem, ker to bi te itak vprašala, kaj so bili največji izzivi na tej poti, recimo, in kakšne težave, naprimer, to nek pritisk. Tudi pritisk, ampak tu sem že imel prvo težavo, da sem se sploh postavil v spredje, da sem lahko bil kuhar. Ja, okej. Ker ko začneš nekje v službi, si pomočnik, pomivalec, čistilec, ne vem kaj vse. In tam, ko je že bila ustaljena ekipa, sem jaz potem s težavo prišel sploh do štedilnika oziroma do žara. In potem splet okoliščin je pripeljalo do tega, da so bile neke odpovedi, nova restauracija se je odpirala, bolniške so bile in sem si pač v nekem trenutku, jaz ne vem nikoli pozabil, ko je Natalka prišel v kuhno, pa se je vedno robi, ne? Se pravi, on je hotel, da naredi on to, pa sem rekel, ni samo robi, tu sem še jaz tu, ne? In to je bil neki taki prvi korak potem, ko sem lahko začel takrat za štedilnikom delati, pa se pač neki svoj prostor izboriti. To je bila moja prva služba, tam sem bil 3 leta, potem sem dobil nov izziv na Obali, tam sem tudi mojo ženo spoznal, tam smo lepih 5 let preživela. Tako da ja, so bili težki koraki v gostinstvu, v bistvu so naporni dnevi in noči, težek poklic,
klima ni vedno prisotna, tako da... Ja, sploh to, ne, res ta klima v kuhinji prvo ponavadi ni prisotna, hkrati pa poleti ali po zimi vedno je malo vroče, pa kadi se, pa potem tisti von po hrani, ampak vseeno se splača očitno, če rad delaš. Vse splača, v bistvu, če imaš priložnost, da lahko ustrežeš gostu, pa mu ponudiš nek svoj krožnik, ali pa pač neko svojo ponudbo, ali pijača, kavico, bilo kaj drugega, pa ga s tem ustrečiš, mislim, da to največje poslanstvo, ne? Da zdaj ni sama kuhna kot taka, ampak bilo kjera staro gostinstvo, ki potem pričara nasmešek na obrazu gosta, je v bistvu naša zmaga. Gre za celotni experience, ne, ki ga ti lahko človeku daš, cela izkušnja za hrano. Najbrž sta to imela v mislih, ko sta odpirala Nano, ne, ker je tak z nekim srcem vse skupaj zasnovano. Ja, je bila ta želja, ali pa je ta želja, ne, samo jaz mislim, da smo mi Nana en taki malo bolj hektičen lokal, ne, ko imamo veliko frekvenco ljudi in pač vedno ne uspemo vseh stvari tako speljati, kot si jih zamislimo. Delamo po svojih najboljših močeh, malo smo tudi nestrpni postali danes, ne, tako da potem pač prije moče do kakih kratkih stikov lahko, ne, drugače pa ja, vedno se trudimo, da bi ostrečili gosta, pa vedno težimo k temu, da bi naredili najboljše, kaj se da bi pač bil ta nasmešek čim večji. Ampak kako se recimo ti spopadaš z tem konfliktom? Pač jaz malo poznam to gostinstvo, ker sem tudi imela restauracijo in poznam tudi to hektiko, ampak hrana pa vseeno rabi svoj čas. Veš, ta v bistvu paradoks, ne? Ti rabiš za hrano čas, da je lahko dobra to, ampak istočasno pa živimo v svetu, kjer je vse treba bam, bam, bam. Ja, tu pa je potem dobro medsebojno sodelovanje z v bistvu z natakarom pa z kuharom, da pač natakar je vedno tista oseba, kjera je blažilec prvi. In če natakar zna prebrati gosta, ga zna tudi potem voditi. In jaz mislim, da prva natakar tisti, kjeri lahko pričara nasmešek pa zadovoljstvo, potem od zadaj pa prijemo mi, ki imamo pač sekundarni pomen, v bistvu zaradi tega sekundarni, ker smo mi pač od zadaj, da nas se vidimo, ampak ko prije krožnik na mizo, pa mora biti tisto, kar si je gost naročil. Tada, če nam uspe vse poklopiti, potem je to okej. Kak je bilo pa pri tebi dejansko suport staršev? Si ga ti imel ali si bolj sam rinil to pot kuharsko, ali je bil pač oče, mama, ki je rekla, to je težki poklic, ne tega, idi kaj drugega? Kak so te kaj usmerjali ali si kar sam šel? V bistvu sem šel sam v ta poklic, pa tako, da smo prišla do sem, kjer smo, pa so v bistvu zaslužni obojni starši. So nama pomagali in finančno, in časovno, so bili vsi pripravljeni odreči svojemu času, tada so nama pomagali tudi z varovanjem oziroma pač najinih otrok. Tada smo sploh lahko, oziroma da sploh lahko opravljamo ta poklic, ker pač ta poklic te zahteva celega. Celega in tudi časovno, časovno, ne? Ja. Tudi dosti popoldan najbrž ja, pa. Tudi, ne vem, cele dneve noči tudi te ni in pač imamo to srečo, da so res babice in detki tukaj in nama pač stojijo ob strani in pomagajo prevzeti del bremena na sebe. Ja, jaz sem se v bistvu sam odločil, žena je študirala druge stvari, je htela biti nekaj drugega, ampak je vseeno ljubezen do tega poklica pripeljala do te točke, da smo zdaj tukaj oba skupaj. No. In sta uspešna v bistvu, ne? Je to pomaga k temu, da ta uspeh najbrž pomaga k temu, da vso to garanje gostinsko gresta naprej in imata verjetno neke nove vizije tudi? Imamo nove vizije, želje, vse skupaj, je pa v bistvu vse skupaj nek splet srečnih okoliščin dejansko, ne? Tako da, ker Nana je na frekventni točki, da sem jaz do Nane prišel, bo tako, da sem v bistvu šel z otrokom k zdravniku. In sem videl naenkrat, da je bilo vse polepljeno, pa mi ni bilo jasno, zakaj, sem potrkal na vrata, ni bilo dobenega, sem šel na nastopje više, tam so imeli pisarne, sem vprašal, kako to je zaprto. Pač je rekel, da se najemnik odločil, da več ne bo imel tega lokala, pa sem jaz pač zaprosil, oziroma dal svojo ponudbo za ta lokal, smo se za lastnico našla, nama je šla res nasproti takrat, pa tudi zdaj v času korone. Smo imeli srečo, da je res človeško pogledala. Ja, človeško pogledala v bistvu na te stvari, ja, vse skupaj. In takrat se je najna zgodba v bistvu začela. Imeli smo neke spone in pace, ne, od tega, da se je trg prenalo, da je bila korona, vse skupaj, ne. Ja, zdaj pa pač trg je tu,
dogaja se stvari, živi mesto, vse skupaj. Videla sem, da so se ljudje takoj vrnili na mize k nani, ne? Ni bilo verjetno po koronskem času tem, ali je bilo neko navajanje? Ne, v bistvu smo v času korone imela togov. In smo v bistvu s tem konstantno držala stik z našimi gosti, pa tudi v bistvu oni z nama, so nas suportirali, tako da v bistvu hvala za več support, ki so nam ga nudili. In s tem v bistvu smo prihranila ta čas, oziroma ko so določeni lokali bili zaprti, pa se potem spet moraš navaditi, da se en lokal odprl, pa da priješ tja. So imeli mi to srečo, da ko so odprli, nam dali možnost, v bistvu tisti trenutek so bili mi zapolnili. Kot podjetnik v bistvu v enem najtežjih rečemo temu področji, ne? Hkrati pa kot kuhar, se pravi kot nekdo, ki dela to, kar ga veseli. Kaj bi ti svetoval pač svojim otrokom oziroma nasplošno otrokom, mladim, tistim, ki prihajajo za nami? Kaj je tisto, kaj je najpomembnejše, da znajo, vejo, imajo v sebi, zato da bojo čim boljše preživeli? V bistvu samo ne se odloči za poklic, kar ga popravljali srcem. Jaz mislim, da to je tisto, kar ti pač pričara lahko na koncu nasmeh na obrazu, da boš nekaj delal, ker finance niso tisto, kar te srečujejo. Mislim, so verjetno kratkoročna sreča, dolgoročno pa pač doben ne rad službo zaradi tega, ker ne bi rad tega poklica opravljal. Ne glede na plačo, ki jo potem kasneje dobiš. Res je. Sebastijan, hvala ti, dragi poslušalci. To je bil današnji Fine podcast, ena super lepa gostinska zgodba. Vemo, da v gostinstvu so res poni in paci, malo kdo preživi več kot 5 let, ampak tukaj je uspešna zgodba. Tukaj sta Sebastijan in Devana, ki z ljubeznijo pristopata tako k kuhinji, strežbi, kot tudi med seboj, k reševanju nekih konfliktov, ki se včasih pojavijo sigurno. In dajte poiskati to, kar vam je res všeč in delajte to v življenju, ker drugače ne moš biti srečen, ne? Samo srečen kuhar skuha dobro juho, pravijo. To sem si zdaj smislila. Čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.